Jaz sem Uroš Topič, sem vodja tekstilnega laba tukaj v centru Rog, sicer pa tudi modni in tekstilni oblikovalec. Umetna inteligenca je zame stroj ali program računalniški, ki se zaveda svojega obstoja, ki lahko pomaga z vprašanji, na katera ni prej odgovoril nek človek, torej da lahko sam generira odgovore na ta vprašanja, sam generira oziroma ta inteligenca sama generira vsebino, zvoke, podobe. Umetnost je pa nekaj, kar ustvarimo iz potrebe po izražanju, po mogoče tudi po okraševanju. Mogoče je to orodje, s katerim izrazimo tisto, česar ne moremo ali pa težje ubesedimo, in nam pomaga osmisliti ali naš obstoj, ali tegobe, ali veselja v najrazličnejših oblikah. Naj si bo to poezija ali slikarstvo. No, tukaj smo mogoče na področju, ki je zame osebno rahlo konfliktno, ker sem zagovornik tega, da moda ni umetnost. Moda in umetnost se lahko srečata, se pogosto srečujeta in prepletata ena v drugo, sta tako rekoč zelo dobri prijateljici ali sestri mogoče celo, ampak specifičnost mode je ta, da je praktična, da je uporabna, da jo lahko postavimo na telo in jo tudi vsak dan nosimo. Dočim umetnost nima nobene potrebe in ne kliče po praktičnosti. Dobra moda mislim, da je tista, ki služi svojemu namenu, s katerim je bila ustvarjena. Torej, če ustvarjamo visoko modo, je njen namen, da vključuje številne zahtevne tekstilne tehnike, tehnike okraševanja, nadgrajevanja, plemenitenja tekstila, fantastične silhuete in volumne, s katerim oseba, ki nosi to oblačilo, pokaže svoj družbeni status, svoje premoženje, svoja prepričanja, dočim je lahko dobra moda tudi kvalitetno izdelano spodnje perilo, zaradi tega, ker služi svojemu namenu. Mogoče, navsezadnje smo tudi mi pravzaprav samo tako rekoč biološki računalnik, ki se zaveda svojega obstoja, ima občutenja, potrebo po izražanju, tako da če umetno inteligenco doženemo tako daleč, da bo res prav lastna entiteta, ima mogoče tudi umetna inteligenca željo po izražanju in ustvarjanju umetnosti. Ne, oblikujem sam, rišem sam, predvsem zato, ker je to moja želja in potreba potem, da izrazim, narišem, ustvarim. Trenutno je moja glavna okupacija, moja glavna služba prav vodenje tekstilnega laba v centru Rog, tako da mi tudi umetna inteligenca tukaj ne more veliko pomagati. V privatnem življenju oziroma za privatne projekte se pa ukvarjam pogosto z oblikovanjem tekstilnih vzorcev, printov, vzorcev za tkanje, mogoče oblikovanje oblačil, tako spodnjega perila kot vrhnjih oblačil, preprosto po čemer imam potrebo, po čemer se pokaže potreba in kar v danem trenutku želim oblikovati. Težko izberem eno ime. Mislim, da so našo modno zgodovino in zgodovino podob soustvarjali številni ljudje, oblikovalke in oblikovalci, eden drugega navdihovali. Mislim, da tudi eden brez drugega ne bi obstajali. Navsezadnje vsak novi veliki modni oblikovalec ali oblikovalka, ki se pojavi, črpa svoj navdih nekje v preteklosti od nekoga drugega. Mislim, da zelo močno na to vpliva politično okolje, v katerem se ta moda pojavlja. Zelo močno se odraža ekonomsko stanje družbe. Ponekod imamo celo merilo, dolžina krila določa ekonomsko stanje določene države. To je mogoče veljalo bolj 100 let nazaj, ampak ja, danes definitivno mislim, da je to družbeno stanje. Kakšne so pravice, kakšne so prepričanja, kakšne so želje in težnje posameznikov, ki se oblačijo v določenem času in na določenem kraju. Ja, jaz definitivno priporočam študij umetnosti. Že samo zato, da jo bolje razumemo, zato da mogoče lažje prepoznamo vrednost v umetnosti, ki je že nastala, in vrednost ustvarjanja nove umetnosti. Da to v nas ne zamre. Ker mislim, da če bomo čisto vse na koncu prepustili temu, da generira umetna inteligenca, si težko predstavljam, kaj užitka še ostane za nas.
podobno kot s kuhanjem. Mislim, da bi lahko jedli eno vrsto tablet, ki bi v nas vnesle vse minerale, vitamine, proteine, ki jih potrebujemo, ampak tega ne počnemo zato, ker je pripravljanje in uživanje hrane preprosto preveč zabavno in nam daje preveč užitka. In upam, da bo z umetnostjo in oblikovanjem ostalo isto.